Zares nova politika pri oblikovanju svojega šolskega programa izhajamo iz predpostavke, da mora država skrbeti zlasti za ohranjanje in razvijanje mreže kakovostnih javnih šol in vrtcev, ki vzgajajo in izobražujejo na podlagi skupnih, obče sprejetih vrednot. Z drugimi besedami, vse je treba storiti, da bo kakovostna splošna izobrazba kot temeljna človekova pravica tudi v prihodnje ostala javna dobrina. Država mora ustvariti pogoje, da se bo šola lahko bolj odprla v svoje okolje in da bo postala tudi prostor kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. Učenci naj imajo možnost, da večino šolskih obveznosti opravijo po pouku v šolskih prostorih in ob pomoči strokovnih delavcev. Še več, imeti morajo možnost, da se ali udeležijo organiziranih obšolskih dejavnosti ali pa v urejenih prostorih preživljajo svoj prosti čas. Šolske knjižnice naj postanejo multimedijska središča, opremljena z raznolikimi tiskanimi viri, pa tudi z audiovizualnimi gradivi in brezplačnim dostopom do hitrega interneta. Knjižnične storitve morajo biti učencem dostopne ves čas, ko so v šoli. Postopoma je treba zagotoviti, da bodo učenci učbeniške komplete prejeli v trajno last. Ni dovolj, da si učenci učbenike zgolj izposodijo in jih na koncu šolskega leta nepoškodovane vrnejo v učbeniški sklad. Takšna rešitev ni funkcionalna, saj lahko učenci učbenike zgolj gledajo, založniki pa iščejo poti, kako bi čim več zaslužka ustvarili s prodajo delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki jih morajo starši kupiti sami. Zato predlagamo, da država za vsak razred določi najvišjo ceno in organizira odkup učbeniških kompletov. Učenci bi jih tako ob začetku šolskega leta prejeli v trajno last, starši pa bi prispevali od 10 do 20% njihove cene. Takšno rešitev že mnogo let poznajo v sosednji Avstriji, model torej preverjeno deluje, je cenejši in predvsem bolj funkcionalen. Država si mora prizadevati, da bo imel poklic učitelja čim več družbenega ugleda in veljave. Učitelji in drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju morajo biti visoko izobraženi, dobro strokovno usposobljeni, pri svojem delu pa avtonomni. Prizadevati si moramo za zmanjšanje administrativnih opravil, ki učiteljem jemljejo čas za strokovno delo. Če želimo v Sloveniji uresničiti vizijo o družbi znanja, torej o družbi, katere razvoj in napredek temeljita predvsem na kakovostnem znanju in izobrazbi, potem mora biti strokovno delo na področju vzgoje in izobraževanja temu primerno ovrednoteno. Učitelji, ki se pri svojem delu srečujejo s posebnimi zahtevami in pričakovanji, denimo za dodatno delo z otroki s posebnimi potrebami, morajo biti primerno dodatno nagrajeni. Zares je ključno, da se osnovnošolsko izobraževanje, tako izhaja tudi iz ustave, v celoti financira iz javnih sredstev. Nesprejemljivo je, da morajo starši prispevati denar za osnovni potrošni material, kot so fotokopije, likovni pripomočki, papir in podobno. In ne le to, starši za to prispevajo zelo različne vsote, odvisno od šole, razlike v finančnih prispevkih pa so celo med oddelki na isti šoli. Zares ne pristajamo na to, da se nekateri otroci ne morejo denimo udeležiti šole v naravi, ker njihovi starši za to preprosto nimajo denarja. Nesprejemljivo je, da so nekateri učenci postavljeni v položaj, ko o njihovi udeležbi v šoli v naravi odločajo premožnejši starši z zbiranjem prostovoljnih solidarnostnih prispevkov. Tega si v osnovnošolskem izobraževanju preprosto ne moremo in ne smemo privoščiti. Država mora vsakemu učencu, ne glede na njegov socialni položaj, omogočiti, da se lahko brezplačno udeleži šole v naravi vsaj 2-krat v 9 letih osnovnega šolanja. Če seveda resno mislimo, ko govorimo o kakovostnem izobraževanju in enakih možnostih za vse.